Živjo, zdravo. Kamor gre eden, gremo vsi, ali pa po slovensko, vsi za enega, eden za vse. Najbolj znan izrek, ne, od Q-ja, ki ga jaz ful cajta nisem razumel, saj mogoče še zdaj ne vem, če se ga znam čisto glih prav predstavljati, ampak v redu je. Če kamor gre eden, gremo vsi in dajmo razumeti, da Trump in ekipa Q in Anoni in bojevniki in žabci, ne, to so ti žabci anonski, nas peljejo čez ta prehod s pomočjo teh vprašanj, ki so stalni question, ne, kako, da se moramo spraševati, da moramo raziskovati v svojih glavah. Informacije je itak milijon, ne, ampak katera je ta prava? Saj ne veš več. Ali je... ne veš več. Mnogo se pa stvari odpre, ko daš stvari v kontemplacijo. Torej nekaj slišiš, kar je čist drugače, kot je bilo, ne? Pa dajmo za primer kuglasto zemljo, ne? Okrogla zemlja, mislim, tako po ploščini je res okrogla, ampak tako pa ni okrogla. In je igra besed že sama zajebada. Ampak kaj enkrat rečeš, ko ti nekdo reče, zemlja ni taka, zemlja je tako, veš, naravnost. Zdaj ti ne veš, a je res ali ni res, ne, ampak ti pa če začneš malo razmišljati sam, pa rečeš, sem pa res, kako bi se voda lahko, kako pa žiroskop dela, ko začneš to seštevanko, pikica, rečeš, vzame je stvar končana, okrogla, pač ni kuglasta, zihrne. To je tako malo za podražati, ampak tam se vse začne. Če ti začneš dvomiti v okroglo zemljo, pa rečeš, sončni žarki mi rabimo, torej krema za sončenje preprečuje sončne žarke, pa sončna očala tudi preprečujejo. Nekaj, začneš se spraševati. No, in spraševanje nas je pripeljalo do mnogo, vsaj zase lahko tudi trdim, mnogo takih stvari, ki rečeš, mater, se bo pa kar tule, bo pa kar držala ta informacija. No, in zame je edina merodajna stvar lastna izkušnja, lastno spoznanje, pa notranji občutki. Pogovarjali smo se o mravljinčanju, pogovarjali smo se o tem, bom rekel, spajanju leve in desne hemisfere, pogovarjali smo se o tem, kako je zdaj, kaj ste na mravljinčki narediti, ne? Naj si bo naježena koža ali pa še bolj fina oblika. To so stvari, ki prihajajo v mene, jaz jih čutim, verjamem, da jih imamo vsi sposobnost čutiti, samo je treba dati mogoče malo malenkost pozornosti temu. Skratka, zame je to mravljinčenje potrditev, kada bi mi univerzum rekel da. Ne, na pravi poti si, prav razmišljaš, da, odgovor je da. Tako dajte tudi vi probati malo ukomponirati v svojem življenju, kdaj se vam pojavijo kocince, pa kaj imate tisti moment v glavi. No pa da se vrnem nazaj na ta, kamor gre eden, gremo vsi. Jaz v Q-ja, v sam Q verjamem že ves čas, ma prav pogumen pa nisem bil, da bi rekel, Trump, Q, sem ga kar bolj zase držal, sem si mislil, klinc, ne, bom se zdaj zapletel, nimam dovolj podatkov, da ga utemeljim, da ga zagovarjam in tako. No, ampak leta minevajo, ne, in počas pridemo do tega, da rečem, jaz sem Q-jevc, sem. Pa jaz sem Kusi, pa mi je ful smešno tak, ki gre skupaj Q-si, ne, Kusi. Mislim, kada bi mi že v zibelko bilo položeno, ne, prehecam se, ampak po drug stran pa pikica, ne, sej Matej je tudi carinik, ne, torej sem en filter, ki znam oceniti, ali si narcis ali nisi, ne, ali imaš tam, ne, slabe namene ali ne. Jaz pa pač imam tok in tok nekih pokazateljev, na katero dam praktično vsakega človeka na vago, ne. Pa sem zelo previden, pa zelo vljuden, zelo vljuden, ne šiknem tega v glavo, ker verjamem, da vsak ima možnost ozdravitve, spreobrnitve, ozdravitve, healing, mi se zdravimo. No, ampak zdaj že pogumno lahko zagovarjam Q, ampak nisem edini v Sloveniji, nas je kar nekaj, no, in ujagam jaz, zdaj se bo zabil ime, človeka, ki pravi, kaj jaz imam, če bi še kdo, a ne, tako nalepko, in sem rekel, stari, jaz bi jo pa imel.
No in midva stopva na kontakt, pa koliko, pa kje, pa kdaj, pa zakaj, ne. No in ugotoviva, da v bistvu ni tako zelo cenovno ugodna njegova varianta in jaz sem rekel, noč bom jaz te vprašal malo. No, skratka, in jaz najdem tle tiskarno in sem rekel, noč, jaz mislim, da nas bo čedalje več in sem rekel, jaz bi pa ene manjše, da ne bom komu vzeli, jaz kakova, ne. Veš kaj imam? Obrneno sliko imam in zdaj meni tu glih kontra kaže, nima veze. Bom se potrudil. Skratka, jaz sem tako manjšo izvedbo, sem rekel, zakaj pa zaradi tega, da jo mi lahko napopamo takole na telefon. Eto ti. In jaz sem ful navdušen, prav mi je the best, veš, zdaj jaz telefoniram in pa zdaj pa ti vidiš, kdo sem jaz, komu pripadam. Ker nadaleč nismo vedeli, kdo pripada belim in kdo pripada temnim. Zdaj, nadaleč se tu še zmeraj ne vidi, zato je potrebna neka komunikacija, potrebno je od človeka, človek od sebe daje, recimo socialna omrežja nam to super ponujajo, vidiš, ne vem, človeka pa objavi to, pa to, pa to, pa to, rečeš, pa ti si pa v redu človek, ti imaš pa v redu razmišljanje, ne, si čisto razmišljaš, prav razmišljaš, pa še pomagati hočeš, odlično, ti si naš, ne, izgleda, ne, ker prevaranti dosti podobno počnejo. Zato je potrebna pa še nek, bom rekel, tak dodaten stik fizični, ne. Kaj sem hotel reči? No in na tak način z nalepkami se mi zdi fora, lahko že odeleč povemo, hej, jaz sem naš, bel. Saj nas bodo hitro kopirali, ne, saj to je najbolj bizarno, ker zdaj so rekli, da Q ne obstaja, da to je zavajanje temnih sil, ne, kakšen Q, kurat, sorry. Zdaj pa, če bodo nas tel kopirati, bodo mogli tudi oni te nalepke imeti, ne? A ne, ali kaj? Ali raješ ne, bodo kar stran gledali. Tako, ko me gledajo stran, ko pritisnem uno majčko z napisom 11. božja zapoved, ne deli se neumnega. Jaz sem mislil, da bomo prodajali te majčke, pa puloverje, malo več, da bo več zanimanja, ampak ni, ne. Ampak pa tudi na tiskarski strani je bilo kar en kup nekih dogodivščin, pa nima veze, vse okej. Kaj sem hotel reči? No ja. Da ipak imam zdajle 2 novi majčki v paci in bom se zmenil tako, da imamo res možnost tudi če kakšno majčko naročiti. S kakšnim takim motivom se boste sami povedali. Pa ni fora, da zdaj karkoli prodajam, keč je v tem, da mi to imamo. Jaz to nočem nič služiti, ker sem jih dal toliko pocen, da mislim, vse poštnina dražja, kakor nalepka, no. Mislim, poštarji so resno. Dobro, nekako se ozaveščamo in smo pogumnejši in pogumno zagovarjamo in Q in Trumpa in svetlobo in gibanje človeštva in zagovarjamo čedalje jasneje, da smo energetska bitja, svetlobna bitja, da smo neskončen univerzum, ne pa kamen, ki je priletel slučajno na zemljo in se mora sam sebe sramotiti in ne sme verjeti v sebe in mora ubogati, kot so rekli, debili, genocidni, zlobni ljudje, ki so, rekel, na nek način okupirali naš planet in v ujetništvo spravili kompletno človeštvo, ne? Zdaj se mi zavedamo, da v bistvu naša moč je megalomanska. Par stvari sem si shranil. Naša moč je megalomanska, mislim, da sem spomnil tudi čez en cajt, ker vmes sem vam hotel pokazati še, povedati, zakaj se vam zdaj že tretjič ponavlja ena in ista pesem, ker je zelo lepa. Veš, to je Šifrer povedal. Kaj je rekel? Boj se ljudi, ki ne znajo jokati, ne gledajo v oči in ne znajo stisniti roke. Boj se množic, ko mahajo s pestmi, šoferjev nabitih na volan. Boj se množic, ki mahajo s pestmi. Razumemo? Kakšna zborovanja? Kam boste šli zborovanje? Tako. Na piknik gremo. Mi smo že združeni, mi vemo, kaj je prav. In iz spoštovanja do ljudi se obnašamo do drugih tako, kot bi želeli, da se drugi do nas obnašajo. Drži? In temu se reče spoštovanje. In nas niso spoštovali, se strinjamo. Jaz sem zmeri deloval iz sebe ven. Zmeri. Zdaj sem pa še nekaj zašuštral.
da sem ga pritisnil zdaj le Fredija, glih prav se je pripeljal. Living on my own je naslov komada. Živim po svoje. Včasih se počutim, da se bom zlomil pa jokov. In počutim se zelo osamljenega. Ja, on takrat se zagotovo je. Zdaj pa mi nismo več tako zelo osamljeni. Ne? Jaz sem se v času, ko sem se prebujal, bil tudi sam. Zdaj pa vidim, nas je kar nekaj, ki smo res čedalje pogumnejši in se zavedamo, kje se nahajamo. The best mi je, ki s to svojo silo lepo gladko utišamo bando, ki je do zdaj trobezljala svoje budaleštine. Dobili smo jih na laži, zdaj pa ne vejo, kaj bi. So pa kar tih. Ne. Kaj pa mučimo? Kaj pa je? Ali smo bili packasti? Ja, to pa pride kakšen tak dan, ja? Da si dobljen na laži. Kaj pa zdaj? Pa ne vemo, kaj zdaj. Dobro, itek sem pozabil, kaj sem prej hotel reči. Vi najbolj še imate misel, a ne? Kaj sem rekel, da ne smem pozabiti? Noben ne ve več, ne? Saj vem. Dobro, jaz sem zaradi teh mojih priprav na jutrišnji piknik norcev, ne lažnivcev, norcev, imam priprave vse z užitkom, z največjim veseljem in lahkoto. Vse to počnem, pa ni noben big deal, ne zdravo še nalepke pošiljati, maile odgovarjati in pripravljati stvari za jutr. Čez 1 uro bom že prvo rundo odpeljal za jutr. Drva sem mogel naročati. Sem fulanih stvari, ne. Ampak jaz imam občutek, da gre vse to s tako lahkoto. To mi ni tudi pod točko razno ne breme. Pa mi je nekdo napisal in rekel, koliko imaš ti enega fulnega dela. Imaš mu mailov pa uno pa pripraviti pa to. Pa tako mislim, imam, ja, ampak vse meni ni nič tacga, pa se vidim, po stari pa se res fulnih stvari odrineš, pa nimaš občutka. Zakaj je tak občutek? Ker delam iz srca, ker delam to rad, zaradi tega, ker želim, da nam je the best. Po tretji strani ne kompliciram, ker vem, da je tenartable the simple, je tenartable the best. In če bomo kaj pozabili, bomo improvizirali. In ker bomo zimprovizirali, bomo pogruntali nekaj novega, da niso potrebne vse stvari, tako, kot si jih zamisliš. Pa zihrno bo kaj zmanjkalo. Pa kaj, ne? Pa cel klinac klanac. Bomo že zrihtali, ne? Vse bo okej. Če ne, se bomo pa vse v avto pa prišli iskat, kar bomo pozabili. Nima veze. Skratka, z užitkom in zaradi te organizacije sem malenkost bolj pozen. V izdelavi videa, mogoče boste opazili celo razliko, da ni to taka koncentracija, kot je zjutraj, ker zjutraj imam res glavo tako, kot žiletka. Pa tu počas tekom dneva lepo uplahne, telo se utrudi in grem ni na. Ampak to je že kar ob 6-7 me zmanjka. Počitek je zelo pomemben faktor v tem obdobju, ker med spanjem dobivamo mi svetlobne kode. Tako pravijo. In jaz sem res zanimivo vam te, kako čem reči, sprememba spanja, no? Ali pa pridem kar utrujen, ali pa nisem utrujen kot po pričakovanjih, ne? Enostavno ne šmerglam prav dosti, ne dam se dosti motati. No, pa je pa še enkrat šifrer nazaj, z uspavanko za Evo, če si jo boste iskali ta komad slučajno, ker si ga boste zihar požvižgavali. To je tudi namen. No, skratka, ker sem že precej stvari obdelal, sem pa tudi precej stvari prebral, pa sem vam namesto, da pripravim tehnično tle vam slikce, da se menjavajo, jih imam sicer na telefonu spravljene, sem rekel, bom se rajš dal takole na gugalnik, pa se ne bom s to tehnologijo pretirano ukvarjal. Se mi zdi, da je ta sproščena varianta, bolj ta, ki leti iz čebule, se ne obremenjuješ ali bo ali ne bo, se mi zdi, da je bolj prav. V ozadju sem vam dal pa Ameriko, tako da ne vem, kakšne slikce boste dobili. Nihče, zdaj jaz bom tle mičken izhajal iz teh opornih točk, ki sem si jih shranil kot slikice. Skratka, nihče ne more narediti negativnosti in stresa v vas. Noben. Samo vi lahko naredite tisto v sebi iz tega, kako procesirate svet. No? Odvisno, kako ti dojemaš svet oziroma ga procesiraš.
Ko ti enkrat ugotoviš, da je v bistvu vsak človek le projicira sebe na ven, ničesar več ne jemlješ osebno, da se te ne dotakne zaradi tega, ker on ni tebe užalil, zaradi tega, ker si ti bedak, ampak te je užalil zaradi tega, ker on tak je, da te je užalil. Plemeniti ljudje se ne žalimo, drži? Torej že imamo lastnost človeka, ki ima zmanjšano, poškodovano ali uničeno esenco, ali pa jo mogoče nikoli ni imel. Jaz ti tega še nisem čisto razjasnil. Vem pa, da smo na planetu Zemlja, kakršenkoli že je, plain, najbrž, plain et, da smo ti in ti. Na svetu obstajajo ti in ti. Ljudi so dobri, loši, zli, je pela, mislim, da Daniela ali magazin ali kdo že. In tudi jaz se strinjam, so ljudje z esenco in ljudje brez esence. In ti, ki so brez esence, delujejo iz sence. Na svetu si zato, da ti si sonce, ne pa senca. Na svetu si zato, da si original, ne pa slaba kopija. In kdor esenco ima, je blazno velik in lep original, ampak je bil potlačen. In se nismo mi upali izražati sebe, ker je bilo, kaj, zdaj misliš, da spa frajer, kaj to veš, ali kaj, ko je znaš, pa le, kaj si narobe naredil, pa ti je prevrnil. Dragi moji, ti časi so pase, za nami. Mi smo končali s to grdobijo. Končujemo, ne? In resnično prihajajo ali svetlobne kode, ali svetlobna bitja, ali energije, vake, onake. Vse to je možno. Jaz vem, da občutam nore stvari. A je to posledica mene ali zunanjega vpliva, pa ne vem. Pazi, kater komad. Pri naši mami še vse po starem teče. Krasen. Miha Dovžan je bil tudi naš. Ni bil nobenmu nič dolžan. Citre so krasen inštrument, veste, kako se jih sramujemo, Slovenci. Pa citre, pa harmonka. Dal Božiča, tako lepo so, lepi so inštrumenti. In treba jim je prisluhniti in jih spoštovati, tako kot moramo spoštovati lastno deželo, da ne bom rekel državo. Lastno pleme moramo tudi zagovarjati in jaz ga zagovarjam in smo svetli in smo plemenski in smo plemeniti, ker še vedno vztrajamo pri tem, kaj je prav, kaj je moralno, etično. Nekaj imam tudi okrog tega razpisano. No in evo, tlele imam tole, vzgojena sem bila, da z ljudmi ravnam tako, kot bi želela, da drugi ravnajo z mano in temu se reče spoštovanje. Je napisala Snežana Novoselnik, da ne bom komu avtorskih pravic kradel, ampak se s tem popolnoma strinjam, ne? Spoštovanje, ja, valjda, moralno-etični kompas, kar je prav, ne moreš biti kao ful duhovno ali pa ful, bom rekel, naš plemenski, pa pol ljudi žaliti, pa krast, pa lagati, pa tako. Ne gre, ne, mi taki nismo. Niti ne znamo lagati, pravzaprav. Krasen komadič, res je. Njeni prtički Pa tako z občutkom zapet, a veš. Plemenski ljudje imamo občutek. Dočim ljudje brez esence nimajo občutka. Oni delajo po navodilih, po že znanih stvareh. Oni se določenih stvari naučijo, priučijo, ne morejo pa po občutku skuhati, narediti karkoli, ker nimajo občutka. Znajo pa po načrtih, to pa je. Načrt pa ni problema. Ali pa dobro znajo kopirati, ali pa tako. Zato je bilo toliko enih, veš, pa so pa neki skopirali, pa avtorske pravice del gor, pa ne moreš koristiti, ne. Mislim, ni noben plemenski človek dal glasbe od sebe, zato da bo potem avtorsko zaščitena. Noben. Avtorske zaščite so dale založbe, ki niso narejene strani esence, ampak so narejene zaradi tega, da so oni cenzurirali muziko. Zastopaš? Oni so muziko cenzurirali in nisi smel špilati pa pet, kar si hotel.
Ne? Zdaj kao tudi govoriti nismo smeli vsega. Ne? Zdaj pa očitno lahko, ker ni več neke kontrole nad tem, oziroma svoboda govora, če smo se o njej pogovarjali, demokracija, jo imamo in evo me, lahko govorim, kar hočem. Da je svet narejen iz teh in onih in pazimo se njih, onih, lažnivcev, primitivcev, smrdljivcev, kaj smo jim še dali, ime, ne vse sortne, bezveznjaki, ker nimajo veze, nimajo povezave, ne? Pa so brezveznjaki, ne? Pa še bezobrazni so, nimajo obraza. Ne? To so pa, kdo že, Jinx, ne? A je tako? Ja? Smijem se, smejem se. Smeh je pol zdravja, smeh je nujno potreben in plemenski ljudje se radi smejemo, ker to je the best. In najlepš prav vsemu je, čakaj, bom jaz pa tlele najdu nekaj od smeha, imam prav eno spravljeno. Ne umakni, bom prevajam iz hrvaščine, ne umakni nasmeha iz svojega obraza. On deluje kot biokil, veš, ubija gnide, sitnu in krupnu gamat. Tisto majhno, drobno, samostojno in skupinsko mrče, spijavke, parazite. Jih ubije do mrtvega. In v bistvu še lepo nam pristoji. Smo razumeli? Nasmeh ubija narcizem. Ne morajo. Lažnivci blazno sovražijo, da se mi smejemo, da se imamo the best. To je njim... njih to ubija. Dajte razumeti, da njim res ni prijetno. Še enkrat, tudi njim, kot nam, želim jaz vse dobro. Že zdaj nam je vsem vse odpuščeno, vendar lažnivci morajo nehati lagati, pa se delati, da so oni frajeri, pa še butasti so zapovrgli, ne bo pomote. Face butasti so in ne znajo razmišljati nad svojo glavo. In mi je žal za njih, sem pripravljen jim pomagati, samo morajo nehati delovati, pa se pokesati. Vse okej. Da ne bo kdo mislil, da ne maram ljudi. Daleč od tega, vse imam rad, sem prevare pa laži pa ne prenašam, organsko več ne. In še celo več, ne dovolim, da v moji bližini kdorkoli ali nad mano, ali nad komorkoli drugim se izživlja. Jaz sem pripravljen tako kloftati, z gobcem, z besedami, vse so da, z lahkoto, z najmanjšim, pa tudi brez slabe vesti to naredim. Zaradi tega, ker oni vejo, kaj počnejo in ni jim prav pretirano narobe, če jim kar poveš kar nekaj, ne. Ja, se pa se neumnega delajo, pa žrtv pa tako. Ampak vse te taktike zdaj že tako obvladamo, ne. Tako z lahkoto, kaj pa je, stari, greva kar korak naprej, ne? Jaz to zdaj spucam nemudoma in upam, da bomo vsi tako zelo hitri v možgančkih, da bomo to čak poterali, ker tega smrada je ful in treba ga utišati in dobro nam gre, tako da ne boste mislili, vidim se, ne upajo več kaj dost srati, samo še najbolj nepogumni, ampak najbolj predrzni pridejo poštrcati negativizem na mojo časovnico na Facebooku. Drugač pa je večina kar utihnila, se umaknila in tako. Da smo pogumnejši je tudi dokaz, da je več ljudi začelo deliti, bom rekel, take kar dosti delikatne vsebine, naj si bodo moje avtorske ali pa deljene, veš, neki Galactic Federation, galaktična federacija, pa razni angeli, pa kanalizirana sporočila, to so težke stvari, ampak za dojeti ali pa za deliti, jaz se tega nisem upal deliti 3 leta nazaj, kaj ne? No zdaj pa se upamo, ne sam like stisniti celo še več. Zelo me veseli, ker to izkazuje, da v bistvu se prebujamo in smo čedalje bolj pogumni. In čedalje bolj zagovarjamo ta naš prav, se zastopimo. In prav je tako. Meni je blazno všeč, ker prej sem razmišljal, veš kaj, jaz vem, da imam prav že ves ta čas. Kaj pa zdaj, banda? A veš, ti, ki so meteli še, ja, Turšič, taki, ki si, so problem družbe. To sem jaz tudi dobil nazaj. Ja, kaj pa zdaj, banda? Aha, ne gre, ne, sej prav, da ne. Tako, čakaj, no, Marja se že prekaj, to je
tako, evo, mogoče ne trudi se, ne preutrudi se, ne pridi do preizgorelosti, ampak v življenju uživaj. Ne vem, kdo je avtor. Življenje je prekratko, da bi ga uporabljal za te stvari, da se za svoja dejanja moraš drugim opravičevati ali pa dokazovati ali pa upravičevati, ne, argumentirati. Ti, ki te ljubijo, bodo prepoznali lepoto v tebi. In tisti, ki te ne marajo in ki te sovražijo, karkoli boš naredil tako, da oni s tem ne bodo zadovoljni. Poznano? Jaz sem celo otroštvo hotel odgovarjati mojemu fotru, odgovarjati v smislu, da sem dobro naredil, hudo, nikoli me ni pohvalil. Zdaj pa vem, zakaj. Nisem čist noro, ampak dobro, ozavestili smo vse okej. Precej smo v bistvu pretrpeli v sebi bolečino, ampak dobro, prešli smo to. In nekako se mi zdi, da večje je trpljenje, večji je blagoslov, da ne bo pomote. In skozi bolečino rastemo. Tako da, če imate v sebi za sprocesirati stvari od za nazaj, jih kar sprocesirajte, ne se z njimi navezovati, vi jih morate sprocesirati, se od njih posloviti in stvarmi zaključiti. Čas je, da začnemo živeti in niti ne gledamo dosti naprej, kaj bo. Mislim, vem, da bo prihodnost bo lepa. Ne? Bolj bistveno je, da se res smejemo in plešemo v tem trenutku, ker če ne bomo mi, ne bo noben drug, to je prva stvar. In če boš rekel, ne bom zdaj, bom bolj pol, ta pol je zmeri pol in nikoli ne plešeš, pa se smeješ, ne? Ali pa poješ vseeno. Pač te stvari, ki nas radostijo, te moramo in ponavljati in dogajati, ne? Ne vem, kaj sem to za en komad zadnji najdel, prav nekako ni ulice, nekaj ni v redu. To smo si pa... Evo magazin, ki sem prej rekel. Ljudje so dobri, loši, zli. Niko kao mi. Nihče pa ni tako, kot mi. Ne pozabi. Pa to so vse v glasbi nam že povedali. Glasba je pripravljena, bila že nazaj, pred časom, za ta čas, za to obdobje, da se mi opogumljamo, da smo močni. Aj prav. Čakaj, tole. Mogoče še ena tale vam tudi napisano, ne? Socializem. Socializem je pelov, ker je bil narejen za ljudi, od ljudi. In socializem je bil v redu. Vse, kar ni bil socializem, ni v redu. Še najbolj je bil socializem, da ne bo pomote. In se je mogel podreti, ker kabala ni želela socializma, ne? A smo mi živeli v socialistični, federativni? Smo, ne? Je bilo bedno, ne? Bodo zdaj rekli tisti, ki so malo starejši od mene. Super, zlati časi, ne? Ja, sem Tito nas je zapufal. Ja, pizda Janša nas pa ni, ne? In Golopne, in Fajonka. Noč, ful imamo tovaren, ful imamo lepo socialno državo, hrana v šolah je brezplačna, zdravstvo funkcionira. Vse so prderbali, prodali nas, cash pobrali in so se nam režali. Kaj, kdo se najslajše smeje? In pri koncu smo. Zelo smešno postaja in precej noro bo vse skupaj v zelo kratkem času, se mi zdi, ker toliko napovedi prihaja, da je ta 1. april, bože ne, da je nobenega datuma jaz ne napovedujem, vse sort je ugiban, kaj in zakaj bi lahko do tega prišlo. No, mislim, glede na to, da je papež neki bolan v bolnici, ne, bi zdaj tudi za medije bilo zelo zanimivo. Ali bo le riknil, ali ne bo. Jaz sem napisal, da je v bolnici, torej je v pravi ustanovi, da rikne. Ker bolnice itak so umorile MNOGO ljudi, najverjetneje več kot vse vojne. Medicina, informacija z roko v roki. Ne? Ta bomo rekli, zdravniki, ne? Težko prideš do zdravnika. Ja, če dalje težje, ker so zaprti. Ne? Vsi pa bi bilo prav, ne? Če so morili. Ne? No, mislim, ne počakajo še toliko, da pomorijo še tega. Pa sej ne, sej to prav papež je že davno mrtev, zdaj morajo sam še nekako tu v cajtenge spraviti, ne.
In ja, mediji bodo dobili, zdaj ne vem, a je to že del EBS-a, torej sistema Emergency Broadcast System, nikoli ne znam v slovenščino prevesti, kaj je sistem za obveščanje v kriznih razmerah. Ne? To je tisto, kar čakamo, da bomo obveščeni o stvareh, ki so v bistvu znotraj krize. Ta vojna gre proti koncu, tako informacijska in spiritualna in koncu vojna proti zlu. Hudo velika epoha je to in upam, da se jo zavedate, da je mislim, nori časi, da smo živi in da smo do tu sploh preživeli. Se strinjate? Valjda, da se. Čak, imam tlele še kaj spravljenega, imam, no je recimo tudi tale, ki smo že do EBS-a prišli, propadajoče banke so tiste, ki bodo sprožile zlom borznega trga, ta pa bo prinesel s sabo ta EBS. To je eno izmed razmišljanj, se mi zdi, da je kar precej verjetno. Tako je, mogoče še tale. Mnogo stvari v življenju, recimo, če pogledam nazaj, bi mogoče naredil drugače. Ali pač ne. Za vsako dejanje s seboj prinese posledice. Ne? Consequences, boš sam nosil svoje posledice svojih odločitev in svojih dejanj. Vse, kar delate v tem trenutku, bo vplivalo na nadaljnje življenje. Do konca vašega življenja ima nek vpliv, nek dogodek. In vedno imamo možnost neke stvari narediti bolje, kot smo jih v preteklosti. In točno iz teh, na tak način se učimo, rastemo in zdravimo sami sebe. Tako da bodite zelo previdni, kaj izberate, kaj počnete. In tisti, ki ima čisto namene, mislim, da nima nobenih, ne rabi imeti nobenih skrbi. Tisti, ki pa niso delali dobro, pa bodo tudi čutili svoje posledice dejanj iz preteklosti in tudi zdajšnjih. Ne? Zagotovo. Zagotovo in jih že, če tudi ne bodo vsi areterani, bodo začutili, kaj so v družbi naredili in kako družba. Došlo vreme, da se smirimo. Da v nekog život živimo. Došlo vreme, da se smirimo. Umiriti se moramo, to je vse. Jaz sem vam milijonkrat pusti nek nas nosi reka. Nekdo tam čaka tudi na nas, noč bat, twin flames, dušni brati in sestre, nekdo čaka tam in ja, naše pleme je že ves čas na zemlji, ves čas drži vibracijo, da nismo propadli, zdaj pa je čas, da svetli zakorakamo v lepo svetlo prihodnost. Ne? 33 minut pa 26 sekund kaže pri meni. Tu na tej točki se bom jaz od vas poslovil, ker imam še nalogice, še čaje, moram se seklati, pa kavica pripraviti, pa tako vam, ne, ampak vse v izi, lepo, kocinem se ful, to pomeni, da delam prav, nič me ne boli, tu je vse tako zelo lepo, pravijo Koala Voice. V glasbi je ful skritga, tam imate kar budilko, to playlisto sem vam naredil. Jo nisem še nič posodobil, jo pa bom, nič bat, imam material pripravljen, ampak, a veš, če bi vse na hmal dal, bi pa vse skupaj v brezno padlo, tako pa je lepo malo počasno suvom. Imamo još svega, in materijala za povedati, in za zapisati, in za podeliti, obrazložiti. Naj vam povem, da napredujemo na vsakem koraku, ne, tudi audio, ne audio pa ne, audio sem pa jaz. Z videomontažerjem smo bila na debati, da bi mogoče ipak naredili skupaj eno, koncentrat mojih dobrih misli, da odrežemo te flancarije, ne, ki so zdaj lepone, ki so bile na začetku. Tako da dobimo en koncentrat, da bo čim bolj efikasno za tistega, ki se bo zdaj začel prebujati, da je material tle, torej sej sem vmes tudi kaj pametnega povedal, kdaj, nade.
Hej, bodite prečudovito, zabavite se, mi bomo cel vikend zelo lepo se imeli. Vsekakor pa dajte se imeti fajn, opazujte naravo, pite vodo in še kaj tacga. Držite se, uživajte in ajde, čau, čau.